Danes bomo povezali najprej Ubuntu server v naše omrežje in tudi preko mojega usmerjevalnika v internet. Potem bomo pa povezali preko interne povezave, virtualne interne povezave, ta dva računalnika, se pravi Ubuntu server in DSL Linux. Naj omenim najprej nastavitve VirtualBoxa. Tukaj ima moj Ubuntu server. Naslednje nastavitve. En adapter je bridged adapter, to je tisti, ki se bo povezal v moj usmerjevalnik, to je glavni usmerjevalnik. Vidite, da sicer VLAN nič, zato ker jaz uporabljam brezžično omrežje. Vkolikor bi bil vaš računalnik, na katerem zdaj trenutno delate, povezan prek kabla, UTP kabla, bi izbrali Ethernet nič. V mojem primeru sedaj VLAN nič. Zelo pomembno je, da pazimo na ta naslov, 33 imam na konci. Tale naslov sem ga vpisal v moj usmerjevalnik. Še adapter 2, tale bo pa internal network. Poglejmo zdaj DSL router. Naslov mojega routerja je ta vrednost. In zadal sem si rezervacijo za ta IP naslov. Tukaj bom jaz povezal moj Ubuntu server. In prepisal sem tudi MAC naslov, ki ga je dodelil VirtualBox za tole omrežno kartico. Preostali naslovi so pač dinamični in služi za ostale računalnike v tem domačem omrežju. Mimogrede, tudi tale vmesnik je internal, imamo samo en vmesnik in je internal network, torej samo en adapter. Dobro, gremo pogledat, kaj se zdaj dogaja tukaj v Ubuntuju. Najprej bi rad pogledal, kateri naslovi imajo kateri moji Ethernet vmesniki. Tukaj jih imam namreč dva, moram pa vedeti točno naslov, MAC naslov, MAC adres. Se pravi, napišem ifconfig _a grep Ethernet. Spomnite se, 33 je bila na koncu, torej pripada Ethernet vmesnik nič. Se pravi, preko Ethernet nič vmesnika sem povezal v internet. Ethernet 1 bo pa služil kot vmesnik, ki bo razreševal DHCP zahteve mojih priključenih virtualnih operacijskih sistemov. To prvo delo bomo ugotovili oziroma spremenili datoteko interfaces. To spremenimo v statično. Naslov je takšen, kot sem si ga dal v routerju. Potem imamo masko tipa C. Broadcast zahteve. 192.168, 1 pa 2.5, network, 192.168, 1.0, network ima vedno na konci ničlo, in gateway. Se pravi, moj usmerjevalnik naslov, usmerjevalnika, te glavnega 168, 1, 2, 5, 4. Saj lahko bi bil tudi enka, vendar mojih prevzeti naslov je tukaj 2, 5, 4. Nisem nič spreminjal. Definiramo še drugi vmesnik. Auto, Ethernet 1. Zapišemo tako, kot piše zgoraj. Tudi ta bo statičen. Tukaj bomo dali samo dva atributa. Adres 192.168 in zdaj dati moramo drugo številko omrežja. Ne sme se upadeti z isto omrežje, kot imamo za Ethernet nič, torej bomo dali na primer 10, lahko bi dal 2, 3, 4, karkoli. In običajno za bodoči usmerjevalnik dam 1. Netmask, spet .c.
Ctrl+X, shranimo da in to je to. Seveda ifconfig nam še nič ne vrne, ker moramo zagnati proces. Sudo service sudo etc init.d network restart. Omogočimo Ethernet omrežje 1. Sudo ifconfig Ethernet 1 up. Ifconfig, pogledamo, če ga imamo. Res je, ga imamo in tudi dal je tisti naslov, ki smo ga dodelili. Zdaj moramo pa še vzpostaviti zvezo z glavnim usmerjevalnikom. To pa porabimo sudo ifup Ethernet nič ifconfig, preverimo, imamo naslov. Pa že obstaja in ga ni treba. Dobro, zdaj bomo pa namestili program, ki bo lahko stregel zahteve po DHCP-ju. To naredimo tako, da napišemo sudo apt get install isc dhcp server. Ker smo povezani v internet, sedaj lahko downloadamo, prenesemo to datoteko in tudi sistem nam namesti servis. Servis ga ne zažene, tako da ga je treba potem še dodatno zagnati. Vendar preden bomo ga zagnali, moramo upoštevati določene nastavitve. DHCP serverju je treba povedati, kateri vmesnik je tisti, ki bo poslušal zahteve za dodajanje IP naslovov. To naredimo tako. Sudo nano etc default isc network server DHCP server. Tukaj na koncu so interfaces in tukaj moramo dodati naš vmesnik. Naš vmesnik je Ethernet 1. Zdaj moramo dodati še dodali bomo še, kateri IP naslovi se bodo dodelili avtomatsko. Torej zdaj bo stvar datoteke dhcpd.conf sudo nano etc dhcp dhcp.conf in v tej solati bom vzbral recimo ta del, pa bom spremenil. Torej, pustil bom subnet 192.168.10, to preverimo, ne? In ničla, se pravi, subnet ima tako ime, netmask bo pravšnja, zdaj pa tukaj vmes napišemo obseg, range vseh naslovov, ki jih bo lahko DHCP dodeljeval dinamično. Recimo, da želim imeti naslove od 192.168.10 pa do 20. Pazite, nam omrežje še zmeraj 10. Končamo s podpičjem, tukaj moramo paziti. Potem je netmask, oziroma tukaj potem option. Dodali bomo še dodatne nastavitve. Domain name servers. Dal bom kar naslov mojega usmerjevalnika v virtualnem okolju, ne? Torej 1. Router, ravno tako, isti naslov. Option,
maska 255, pa tudi tukaj broadcast. Še nekaj nastavitev. Default release time. Naj bo 600. Default release, pardon, maksimalni max release time 7, 2, nič. Še enkrat preverim, če sem vse prav napisal. 1.10.20, option domain name servers, option router, option broadcast address. Mislim, da je prav Ctrl+X, da shranimo. Če je prav ali ne, bomo ugotovili tako, da bomo zagnali servis DHCP. To naredimo takole, sudo, od zgoraj, sudo servis isc DHCP server start. Če mi tako napiše, pomeni, da sem se zmotil v pisanju, tako da moram popraviti. Routers. Tukaj lahko damo več IP naslovov. Ctrl+X, da. Tako, ni javil napake, servis nam dela. Zdaj smo pripravljeni, da gremo k našemu odjemalcu. Ifconfig. Vidimo, da nima nič v zvezi z Ethernetom, nič, se pravi svojim vmesnikom, ga sploh ne prepozna, tako da bomo ročno dodelili. Sudo nano etc network interfaces. Dodamo novo vrstico auto Ethernet nič, zdaj tle ni dileme, ali je Ethernet nič ali pa Ethernet 1, zato ker imamo samo en vmesnik. In DHCP naj bo zahteva, torej dinamično dodeljevanje IP naslova. Ctrl+X, yes, shrani. Zdaj je bilo treba pognati mrežo, oziroma naše vmesnike. network, pardon, init.d, init.d, networking restart. Da je ta program, ta ukaz se ne deluje v redu, zato moramo zagnati zadevo ročno. Vidim, da ne bo šlo, torej še enkrat, sudo ifap ethernet nič. Ifconfig in poglejmo, res naslov je 10.10. Lahko pingamo našega serverja, ping 192.168.10.1, to je naslov mojega Ubuntu serverja. Aha, sudo. Free packets received, se pravi, smo uspeli. Lahko še z te strani. Ping 192.168.10 pa 10. Vidim, da mi delil prvi naslov, ne? Deluje. Hvala za ogled. Upam, da ste se veliko naučili.